sicer jaz sem pripravila predstavitev o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, kar je že prej omenila gospa državna sekretarka iz Ministrstva za kmetijstvo, vendar pa mi dovolite, da se najprej dotaknem res regionalnih razvojnih programov. Regionalni razvojni programi so za obdobje 2014 do 2020 pripravljeni po istem principu, kot so bili za 2007 do 2013. Imajo strateški del, imajo vsebinskega, se pravi ta izvedbeni del, in izvedbeni del našteva vse identificirane projekte, ki pridejo v upoštev za razvoj posameznih področij regije. Potem so se regionalni razvojni programi pripravljali še naprej po zahtevah, ki jih to novo obdobje pač postavlja, in sicer smo določili regionalne razvojne specializacije. Zakaj zdaj to govorim? Ker je neposredno navezano tudi na to, kje lahko v bistvu zadruge pokrivajo določen segment v sektorskih politikah in kako se to lahko potem povratno navezuje tudi na programe CLLD, ki lahko predstavljajo ustrezen vir financiranja, kljub temu, da je to v precej omejenem obsegu. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da iz identificiranih stebrov, ki jih predstavlja strategija pametne specializacije, imamo v bistvu največ regionalnih razvojnih specializacij prav na področju pametne rabe virov. To je na eni strani les, voda, sem smo umestili tudi turizem, sicer turizem tudi pokriva določen del teh socialnih storitev in pa zdravstvenega sektorja, ampak neizmerne potenciale regionalnih razvojnih specializacij identificiramo na tem mestu. Zdaj, na eni strani bo te specializacije mogoče doseči z ostalimi viri financiranja, ki jih imamo na operativnem programu Evropske kohezijske politike, in to v glavnem v okviru prvega tematskega cilja, ki pokriva predvsem raziskave, razvoj in inovacije, in pa tretjega, ki se ukvarja s podjetništvom, konkurenčnostjo in razvojem podpornega okolja. Zakaj je to pomembno? Zato, ker na tem mestu bodo zagotovljeni tudi viri financiranja za zadruge. Naš zakon o podpornem okolju za podjetništvo je bil spremenjen 2 leti nazaj, mislim da, in kot verjetno veste, naslavlja podjetja, ki so lahko fizične in pravne osebe, da so lahko upravičenci do sredstev iz teh razvojnih politik. Tako da tukaj nekako iščemo rešitve, kljub temu, da posebnega instrumenta za zadruge ni, je pa dovolj horizontalno vpet v te vire financiranja, da je lahko zagotovljena upravičenost tudi do teh sredstev. Zdaj, CLLD je pa naša nova zadeva. Do zdaj se mi na lokalno raven lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, nismo spuščali, razen v tistem obsegu, kjer so pač lokalni akterji lahko bili upravičenci v programskem obdobju 2007 do 2013. In to so bili v večjem obsegu v okviru programa razvoja regij in pa povsod tam, kjer so bili recimo pri okoljskih, prometnih projektih in tako naprej, kjer so bili prijavitelji projektov občine. V tem obdobju 2007 do 2013 se je ta obseg zelo zmanjšal in je v bistvu tam, kjer so upravičenci občine ali pa regije, neposrednih pomoči v okviru teh podjetniških programov nekje za okrog 133 milijonov. Medtem ko na drugi strani so pa v večjem obsegu zastopani infrastrukturni projekti, energetska učinkovitost in tako naprej. Ampak glede na to, da so občine in pa regije samo en del akterjev regionalnega razvoja, drugi del so pa gospodarski subjekti, med katere štejemo tudi zadruge,
Je pa tukaj mogoče malo več sredstev, ki je namenjenih za podporo rasti, razvoju podjetniških iniciativ, potem tudi start-upom, različne vrste start-upov, sem lahko sodijo tudi mikropodjetja, ki jih imate vi v svoji evidenci, in pa razvoj podpornega okolja. Zdaj, kar se nam zdi še posebej pomembno, je točno ta razvoj podpornega okolja, ker na tak način se lahko podjetja združujejo, stopajo v mreže, iščejo financerje in pridejo na trg, kar pa je v osnovi cilj vsakega podjetja. Zdaj bi pa mogoče CLLD je v bistvu, kot sem povedala, nova prednostna naložba za nas, in sicer smo namenili 37,5 milijonov za, to je pač celotna vsota, za tiste ukrepe, ki jih pričakujemo, da jih bodo lokalne akcijske skupine izvajale na terenu. Najprej nisem mislila govoriti o vsebini, zato ker vsebina je ponavadi tako, gre, se seznanimo in jo pozabimo, ampak v zadnjem času, glede na to, da imamo določene težave z metodologijo, bo vsebina vse bolj pomembna, ker bomo tudi pri izbiri strategij zelo poudarjali vsebino, naslavljanje vsebinskih izzivov in razvojnih izzivov in pa reševanje skozi strategije lokalnega razvoja. Zdaj, čemu so naši ukrepi namenjeni? Ta del, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se malo razlikuje od tistega dela, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada, in to zato, ker imamo eno omejitev, in to je, da so sredstva ESRR upravičena do financiranja manjših mest in urbanih območij. Zdaj, kakšna je metodologija, bom razložila potem, vendar pa s tem smo v bistvu omejeni, da ne moremo financirati podeželskih področij, območij kar tako in se pravi tudi, če niso v povezavi z urbanimi območji, in ne smemo posegati na drug instrument, se pravi ta celostne teritorialne naložbe, ki pa velja samo za mestna naselja v mestnih občinah. Če to odštejemo, ostanejo urbana območja in ne mestna urbana območja, mislim, ne mestna naselja v mestnih občinah in pa tista, ki niso podeželska. To je bistvena razlika od prejšnjega obdobja in to vrednost tukaj dodaja Evropski sklad za regionalni razvoj. Zdaj, določena vprašanja se pojavljajo pri metodologiji, a zajet občine ali naselja, ampak nekako po usmeritvah MOP-a, ki se ukvarja s temi prostorskimi zadevami, so relevantna naselja in ne samo občine. Ravno tako je bila usmeritev Evropske komisije, da ne smemo določati vsebin in zato jih ne smemo neposredno vezati na regionalne razvojne programe, kjer so že identificirani projekti. Ja, ampak za doseganje ciljev našega operativnega programa, se pravi tega za kohezijsko politiko, smo kljub temu morali identificirati, kateri so izzivi, kakšne ukrepe bomo izvajali in kakšne rezultate pričakujemo od teh ukrepov. Torej, koga zdaj mi naslavljamo? Mi naslavljamo vse tiste razvojne izzive, ki se soočajo prvič s problematiko visoke brezposelnosti, s pomanjkanjem delovnih mest na teh upravičenih območjih in pa seveda tukaj dodajamo še problemska območja, kjer imamo stopnjo tveganja revščine in pa registrirane brezposelnosti še posebej visoko. Tam smo ugotovili veliko ali pa zelo šibko podjetniško iniciativo, potem pomanjkanje ustrezne stopnje inovativnosti in pa zelo slabo razvito podporno okolje. Gospodarska aktivnost je ponavadi šibka, zato ker se vse seli v te mestne centre in središča
Potem pa zaradi selitve poslovnih in storitvenih dejavnosti na obrobja mest se pojavlja pač slabši dostop do javnih storitev in pa neustrezna infrastruktura. Podeželje se sooča s slabšimi prometnimi povezavami in pa problematika izseljevanja mladih. Ko smo šli gledati, kakšno strukturo gospodarskih subjektov imamo, smo ugotovili, da imamo v bistvu v strukturi poslovnih subjektov manjši delež podjetij, ki predstavljajo inovacijski potencial tega območja. Ugotovili smo, da je večinoma prevladujejo oblike, kot so mikropodjetja, ki imajo enega ali nič zaposlenih in so ustanovljena ponavadi na osnovi določenih ostalih strukturnih ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti. Zdaj, glede na to, da je tudi v strukturi zadrug več teh mikropodjetij kot ostalih, je mogoče tukaj ta skupni razvojni potencial in mogoče tudi priložnost za povečanje aktivnosti in inovacijske aktivnosti teh podjetij za ustvarjanje večje dodane vrednosti. Zdaj, v strukturi prebivalstva pač prevladuje delež starejšega, zato smo tudi zato oblikovali ukrep in pa problematika izseljevanja, depopulacije je prisotna pri teže dostopnih mestih. Kakšne rezultate želimo doseči? Najprej so nova delovna mesta, potem je socialna vključenost, to je zelo širok pojem, ki vključuje tako podjetniško aktivnost kot vse ostale sektorske aktivnosti, tudi aktivnosti energetske učinkovitosti in tako naprej. In to bi radi dosegli preko spodbujanja inovativnih partnerstev. In pa seveda varovanje okolja, to je tretja usmeritev, ki nam jo je tudi nekako Evropa predpisala v svojih smernicah. Upravičena območja, kot sem že prej povedala, so manjša mesta in urbana območja in pa ta mestna naselja v mestnih občinah in podeželska niso upravičena. Kdo so upravičenci? Upravičenci so LAS, javni in zasebni subjekti, nevladniki, regionalne razvojne agencije in pa občine. Torej, med javnimi in zasebnimi subjekti lahko iščete tudi vir financiranja za vaše aktivnosti. Potem bi šla naprej. Kljub temu, da ukrepov ni bilo, mislim, da niso bili priporočljivi ukrepi za usmerjanje dejavnosti, ker je princip tukaj od spodaj navzgor, smo mi kljub temu določili 4 ukrepe, ki sovpadajo tem prioritetnim področjem, ki jih imamo tudi v operativnem programu v PRP-ju. In to je prvič je spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev. S tem rešujemo prvič to, da več sredstev s pomočjo partnerstev lahko namenimo za bolj konkretne projekte in za večji učinek rezultatov. Tukaj noter je lahko vse, od vzpostavitve neformalnih mrež, spodbujanja podjetništva, MSP-ja, razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in tukaj se mi zdi, da v bistvu je neposredna povezava na vašo aktivnost, se pravi razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, aktivnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder in tako naprej. Potem imamo večjo vključenost ranljivih skupin. Ukrepi so zelo pomembni zato, ker bomo v strategijah lokalnega razvoja pričakovali rešitve na te izzive, ki jih tukaj navajamo. Če strategija ne bo odgovarjala določenemu sklopu ukrepov ali določenim izzivom, potem težko, da bo dobila pozitivno mnenje ali pa da bo šla naprej v sofinanciranje. Zdaj, večja vključenost ranljivih skupin. Smo dali ukrep krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti. Tukaj namenjamo
aktivnosti predvsem tistemu segmentu podjetij ali pa nevladnih organizacij, ki ima določeno znanje, vendar pa ga zdaj v tem trenutku za določene aktivnosti, ampak ki jih v tem trenutku izvajajo institucije. To je na primer starostne aktivnosti, se pravi ta vključevanje, oblikovanje podporne mreže za starostnike in tako naprej, ne. In tukaj je mogoče tudi ena od priložnosti za razvoj nekega ustreznega partnerstva, ki bi prenesel aktivnosti iz institucij na realni sektor, zato ker ta sektor lahko bolje opravlja te storitve. Ima več znanja in je tudi bolj angažiran, pa tudi večji obseg ljudi angažira na tem mestu. Potem je povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni. Zdaj tukaj smo razmišljali o spodbujanju, recimo aktivnosti so spodbujanje zdravega, aktivnega življenjskega sloga, stanovanjske kooperative, to sicer imamo v operativnem programu, vendar pa na tem mestu niso mišljene te pač upravljanje stanovanjskega fonda in tako naprej, kar se povsod razume kot stanovanjska kooperativa, ampak bolj ta mehki komunitarni del za vključevanje vseh tistih prebivalcev, ki živijo na določenem lokalnem območju. V okviru varstva okolja in ohranjanja narave smo predvideli ukrepe, se pravi, da bi podprli aktivnosti za izboljšanje stanja okolja in tukaj imamo vse te energetske, se pravi, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpora ustanavljanju nizkoogljičnih skupnosti, skupnosti brez odpadkov, brownfield investicije in tako naprej. Moramo opozoriti, da kolikor so tukaj relevantni predstavniki občin, na tem mestu, da investicije v okoljsko infrastrukturo pod 2000 populacijskih enot še vedno ne pride v poštev. Pogoj je, da imamo najprej pokrito vse nad 2000 populacijskih enot, potem pa šele lahko začnemo zagotavljati pod 2000. Finančne določbe. Zdaj, merila za izbor SLR, se pravi strategiji lokalnega razvoja, smo postavili tako, da ustrezajo ciljem operativnega programa. Se pravi, povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji na tak način, da dosežemo multiplikativne učinke na lokalni razvoj. Glede na to, da zadruge v bistvu v popolnosti ali pa če ne gledamo te višje ravni, glede na lokacijo, zadovoljujejo predvsem ta lokalni moment, je neposredna navezava na aktivnost zadrug tukaj evidentna, tako da se lahko vključijo v ta partnerstva in vzpostavljajo partnerstva na lokalni ravni z ostalimi lokalnimi akterji in izboljšajo to poslovno okolje, pa tudi dostop do storitev ali pa produktov za posamezne ciljne skupine, ki jih sicer ne bi mogli dobiti. Potem pogoj je tudi to, da strategija lokalnega razvoja predvideva inovacije in doseganje rezultatov, ki zagotavljajo določene dolgoročne spremembe na področjih, kot so ustvarjanje delovnih mest, socialno vključevanje in varstvo narave ter ohranjanje okolja. No, zdaj smo pa prišli na metodologijo. Metodologija razlikuje, in to je verjetno največja, najbolj iskana informacija v teh dneh, ker dobivamo non-stop vprašanja s terena, metodologija razlikuje fiksni in variabilni del. Fiksni del smo oblikovali po strategiji prostorskega razvoja. Tukaj je določena omejitev, izhaja pa iz tega, da so v strategiji prostorskega razvoja, na katero smo primorani biti vezani, ker v bistvu opredeljuje ta urbani del in prostorsko ureditev tega urbanega dela, ne urbanega območja, da smo razdelili v bistvu območja na
3 kategorije, in to so prvič občinska središča medobčinskega pomena, potem so ta regionalna urbana središča in pa tretjič so mestja. Zdaj, v somestjih štejemo vsako mesto oziroma manjše mesto ali urbano območje posebej, kar pomeni, da smo tudi v metodologiji upoštevali skupno številko vseh somestij, ki so zajeta v strategiji prostorskega razvoja. No, medtem ko smo bili tukaj zelo vezani na strategijo prostorskega razvoja, smo si pa v variabilnem delu dali mogoče malo več svobode in fleksibilnosti in smo opredelili 2 vrsti območij. Prva so funkcionalna urbana območja, ki so tudi po neki metodologiji ESPON, zato in ta metodologija še ni čist v popolnosti veljavna, zato smo v bistvu jih preimenovali v območja, ki so primerljiva s funkcionalnimi urbanimi območji. In največ fleksibilnosti imamo v ostalih urbanih območjih. Kar je treba povedati tukaj je to, da ostala urbana območja, se pravi katerokoli urbano naselje, ki ni mestno naselje v mestnih občinah in ni podeželje in ni omenjeno že prej v metodologiji, spada sem noter. Jaz upam, da bomo nekje v prihodnosti dobili tudi ta seznam. V prvi vrsti si lahko pomagate s seznamom iz statističnega letopisa 2013, vendar pa tam jaz mislim, da ni zajetih nemestnih naselij. Tako da, ko se bodo delale te strategije lokalnega razvoja, je treba pogledati, ali imajo nemestna urbana območja mestne funkcije, ker podeželskih prebivalstva iz podeželskih naselij tukaj ne moramo vključiti noter. Če imate kakšno vprašanje, jaz vas vabim, da kar se ESRR-ja tiče, da me pokličete, ker je najlažje v bistvu sproti reševati odprta vprašanja, da se potem pri strategijah ne zatakne. Zdaj, kako smo prišli do izhodiščnega dela fiksnega in variabilnega? V bistvu smo upoštevali obseg sredstev, ki jih imamo na razpolago in pa število območij, ki jih opredeljuje fiksni in variabilni del. Zdaj, po teh vprašanjih, ki jih dobivamo, pa slišimo, da je tudi zelo velika intenca cepitve obstoječih lasov, bomo verjetno dodali še en kvalitativni kriterij, kar pomeni, da v prvi vrsti gremo na vsebino in šele potem na kvote sredstev. Ker če bo las ustanovljen iz enega regionalnega središča in iz enega naselja v ostalih urbanih območjih in ne bo dosegal kritične mase, potem pomeni to tudi, da ne bo mogel ustrezno izvajati teh partnerstev, ki smo jih zapisali v operativni program in v uredbo, kar pa pomeni, da ne bo dosegal ciljev. Tako da jaz bi vas tudi ob tej priložnosti prosila, da greste v integracijo, ne v cepljenje, ker že na področju strategije, ko boste delali vsebinske usmeritve v strategiji, pa potem javni poziv za projekte, že tam bo ogromen drobnih projektov in se bojimo, da ta pravega učinka ne bo. Zato je treba čim bolj koncentrirano nastaviti in vsebine v strategijah in cilje, ki jih boste hoteli doseči. Mi imamo še eno izjemo, in sicer so to projekti ali pa projekti sodelovanja. Že prej je bilo predstavljeno, da je to novost. Projekti sodelovanja so v okviru ESRR-ja bodo pokriti v obsegu 5% sredstev ESRR-ja na strategijo. Kar bomo zahtevali v strategiji je to, da se vnaprej identificira projekt sodelovanja. To pa zato, ker so te projekti sodelovanja namenjeni tudi čezmejnemu in mednarodnemu sodelovanju
In te stvari, čezmejno mednarodno sodelovanje, transnacionalno imamo mi pokrito v okviru čezmejnih programov, ki so 4 z vsako mejo, potem imamo ostale ukrepe in se lahko financirajo tam. Ampak zaradi poenotenja, zaradi tega, ker smo morali najti način, kako poenotiti izvajanje vseh 3 skladov, vsaj v določenih točkah, smo pač se odločili, da gremo tudi mi v projekte sodelovanja in da ponudimo to možnost iz ESRR-ja. Zdaj, veliko vprašanje v zvezi s temi integriranimi operacijami. Partnerstva morajo biti ne sicer konkretna, ampak dejstvo, da se bo določena vsebina izvajala po partnerskem principu, mora biti opredeljena že v strategiji, vsaj v tistem delu, ki je upravičen iz ESRR-ja. Mi smo dali razmerje med partnerskimi projekti in samostojnimi projekti, ker vseeno je možnost prijave samostojnih projektov nekje 70-30, kar pomeni, da je tudi kazalnik, ki ga imamo v operativnem programu, število partnerstev na določenem območju je nekako tako zastavljen. Zdaj, partnerstvo se bo pač oblikovalo potem, ko bo javni poziv za projekte pripravljen, vendar pa je treba, tako kot sem povedala, že v strategiji prikazati, da je to, da se bo določena vsebina tako izvajala. Zdaj, glede na to, da CLLD sodi v področje socialne vključenosti, to je tematski cilj 9 v okviru kohezijske politike, smo poskušali nekako povezati z zadrugami in sicer, da zadruge pač glede na svojo osnovno opredelitev v celoti uresničujejo to usmeritev socialne vključenosti in povezanosti. Pomembno je, da gre za načelo sodelovanja, da gre za načelo partnerstev in navezavo na lokalno okolje, kar sem že prej povedala, to je seveda neposredna navezava na partnerstvo, na koncept zadružništva. Potem, kako se lahko vključujejo v pripravo strategij lokalnega razvoja, se pravi, predvsem v tistem delu, kjer gre za opredelitev aktivnosti gospodarskih subjektov. Se pravi, za projekte, ki so že prej identificirani, se tukaj poišče vir sredstev na način, da se zagotovi sodelovanje članov posameznih zadrug ali pa celotne mreže na določenem lokalnem območju. Z vidika upravičenosti do sredstev imamo pa pač različne oblike, kar pomeni inovativna partnerstva, povečanja dostopnosti do storitev, kar je zelo pomembno, ker je osnovni koncept tako zadružništva, poleg tega prostovoljnega sodelovanja in na drugi strani tudi socialnega podjetništva, to, da v bistvu socialna podjetja zagotavljajo dostop do storitev določenim ciljnim publikam ali pa populacijam, ki si jih sicer ne morejo privoščiti, ali pa storitev po nižjih cenah in tako naprej, kar pomeni tudi potem socialno vključenost. In v tretjem je skrb za okolje in pa na ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Jaz bi mogoče samo še predstavila, kje so ovire. Ovire, ki se vam lahko pojavijo pri kandidiranju na druge razpise, ne izključno na tele za CLLD, je ena omejitev, ki smo jo opazili v zakonu o zadrugah. In to je ta, da v bistvu navaja, da lahko zadruge ustanavljajo tudi druge pravne osebe. To je lahko težava, ker v ostalih naših razpisih bo pa verjetno omejitev, da podjetja ne smejo biti povezana med seboj. Tako da jaz bi opozorila tukaj na to, zadevo bo treba nekako rešiti, če se želite prijavljati na te razpise in da poskrbite za to, da se neodvisno podjetje
prijavi na razpis, kar pomeni, da ne sme imeti drugih povezav, pomeni, da če se srednje veliko podjetje prijavi na razpis, potem ne sme imeti od tega korist veliko podjetje, zato ker je stopnja državne pomoči ali pa subvencije drugače določena. Zdaj, pojavljajo se vam lahko težave pri predplačilih, vkolikor pač zadruga ni ustanovljena kot klasično podjetje, je treba urediti tudi ta določila o predplačilih v ZIPR-u in pa zakon o podpornem okolju za podjetništvo, tako kot sem že prej rekla, določa, da je podjetje vsaka pravna ali fizična oseba. Tukaj se vam tudi lahko pojavi težava pri kandidiranju za državne pomoči oziroma za subvencije, ki so financirane po določenem režimu državnih pomoči, zato je tudi to treba predhodno skomunicirati. Jaz upam, da bomo našli rešitve za vse te odprte stvari, ki smo jih zdaj šele v bistvu videli, ker se malo več ukvarjamo s to tematiko, ampak v prihodnje bo teh priložnosti več kot dovolj, celo perspektivo imamo. Hvala lepa, jaz bi tlele končala.